Mislim, ne moramo se za to zanašati, kajti zgodovinske izkušnje nam pravijo, da je dejansko največkrat tisti, ki je bil sprva zaveznik Slovencev, pa lahko gledamo nazaj v obdobje Karantanije ali pa gledamo v 20. stoletje, je vedno enako, je potem bil tisti, ki nas je okupiral ali pa nas je hotel podrediti. Ne? Če govorimo o Karantaniji, recimo vemo, da so naši predniki najprej z Obri premagali Bavarce, potem so se pa mogli bojevati ravno proti tem zaveznikom Obrom. Recimo, če pa vzamemo če pa vzamemo 20. stoletje, pa imamo še celo več primerov. Smo bili del Avstro-Ogrske in potem smo se morali po prvi svetovni vojni bojevati proti njihovim vojakom, recimo Maisterovi borci konkretno. Pa v drugi svetovni vojni, dobro, tam so nas napadli štirje, dobesedno okupirali so nas štirje sosedje, ampak potem v leta 1991 smo se morali spet bojevati proti zaveznikom, s katerimi smo skupaj živeli v Jugoslaviji. Tako da mi moramo se zavedati, da obramba našega naroda lahko temelji samo na lastnih silah in iz tega moramo izhajati. Noben NATO nas nikoli ne bo branil. In to ste videli tudi zdaj pred kratkim, ko je kandidat za predsednika Donald Trump povedal, da enostavno se ne strinja s tem, da bi NATO moral braniti nekoga, ki za vojsko in za svojo obrambo ne želi prispevati ničesar. Tu imamo mi Slovenci svoj problem največji. Mi mislimo, da bo nas nekdo branil, mi bomo pa se, ne vem, navijali za njega, kaj ne vem, ni mi čisto jasno. Dejstvo je, da je za lastno obrambo treba nameniti primerna sredstva in za lastno obrambo je treba usposobiti lastne ljudi. To je bistvo.